Moram reči, da je bila tudi lani dobra udeležba, ampak letos je bil pa res čisti presežek. Pa ne samo na današnjem dogodku, ker v okviru festivala prostovoljstva poteka tudi natečaj za najprostovoljca in smo dobili v letošnjem letu 100% več, se pravi, lani je bilo 32 prijavljenih na natečaj, letos pa 62. Pa ne samo to, tudi prostovoljske organizacije, število prostovoljskih organizacij se močno veča in res je videti, pač, da prostovoljstvo je v vzponu v bistvu in da predvsem mladi niso zaprti v sebe, ampak so odprti in imajo še gojijo te vrednote solidarnosti, kar me še pa najbolj veseli. Komisija ni imela lahkega dela, ker so bile res dobre prijave oziroma prijavili so dobre prostovoljce. Drugače so pa bile kategorije so med osnovnošolci, potem med srednjošolci, med mladimi od 20 do 30 leta, v srednji kategoriji od 30 do 60 in pa nad 60. Rad bi še to poudaril, da v preteklih letih je vedno bilo tako, da je katera kategorija, da ni bila izpopolnjena, se pravi, da niso poslali prijav. Letos je bilo v vseh kategorijah, tako da je še to nekaj res dober pokazatelj. Številna društva, ki se predstavljajo, so predvsem ali pa so samo prostovoljske organizacije, tudi ti, ki so nastopili na odru, so bili kot prostovoljci, kar je tudi namen samega festivala, da se prostovoljci med sabo srečajo, da lahko delijo in pozitivne in negativne izkušnje in pa seveda predvsem to, da se jim lahko zahvalimo za njihovo delo, ki so ga opravili v preteklem letu, pa ne samo v preteklem letu. Letos smo videli, da je dobila priznanje prostovoljka, ki deluje že več kot 20 let in pa posebno priznanje prostovoljki, ki v okviru društva Sožitje deluje že 40 let.